Papež Frančišek je v središče homilije med jutranjo mašo, ki jo je daroval v kapeli doma Svete Marte, 9. junija postavil zdrav realizem, ki ga je učil Jezus. Izpostavil je škodo, ki ga ljudje cerkve povzročajo božjemu ljudstvu, ko delajo nasprotno od tistega, kar govorijo. Pozval je, naj se osvobodimo strogega idealizma, ki ne dopušča, da bi se spravili med seboj. Za izhodišče homilije je Sveti Oče vzel evangeljski odlomek iz Matejevega evangelija: Če vaša pravičnost ne bo večja, kakor pravičnost pismoukov in farizejev. Questo sano realismo della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica To je zdrav realizem katoliške cerkve. Cerkev nikoli ne uči ali to ali tisto. To ni katoliško. Cerkev pravi to in tisto. Bodi perfekten, spravi se z bratom, ne žali ga, ljubi ga, a če je kakšen problem, naj se vsak dogovori, da ne bo izbruhnila vojna. To je zdrav realizem katolištva. Ni katolištvo ali to ali pač nič. To ni katoliško. To je heretično, krivoverno. Jezus vedno zna hoditi z nami, daje nam ideal, spremlja nas proti temu idealu, osvobaja nas te ujetosti v kletki stroge postave in nam pravi, naredite do tiste točke, do katere lahko naredite. On nas dobro razume. To je naš Gospod, to je tisto, kar nas uči. Sveti Oče je v pridigi omenil še eno Jezusovo napotilo, pravi nam namreč, naj nismo hinavci, naj ne hodimo slaviti Boga z istim jezikom, s katerim smo užalili Boga. Storite to, kar lahko, se glasi Jezusova spodbuda, izogibajte se vsaj vonjavam med sabo, dogovorite se. Po Frančiškovem prepričanju je to majhna svetost dogovarjanja. Čeprav bi rad, ne morem storiti vsega, a se vsaj dogovorim s sabo, da se vsaj ne bova želila, da se ne bova bojevala, ampak bomo živeli v miru, je poudaril Sveti Oče.